vaša odločitev. In očitno ste se vi točno odločili, da hočete zadovoljno živeti. Vsi poznate čebele. Ja? Kaj dela čebela? Čebela nabira pelod, nabira nektar in ta nektar nos v panj. Ta nektar in pelod predela. In ko ta nektar in pelod predela, ga spravi v satje. In temu mi rečemo, da je med. Med ima ogromen enih encimov, ki so koristni. Tako za ljudi, kot seveda tudi za njihove male čebelice. Seveda v prvi vrsti je ta med namenjen njihovim malim čebelicam. Ljudje smo taki malo večji zajedavci teh čebel. Ok, in zdaj si zamislite, čebela leti proti cvetu, nabere pelod, ga predela in zdaj v satje daje med. Ampak ta čebela se prelep na tisti med. In tam ostane. Med, nekaj najboljšega, najslažga. In ona se je prelepila gor. Ne more več leteti, ne? Ker se je prelepila na ta med. In kaj mi delamo v življenju? Takole se prelepimo na med. Čebele se jasno so dosti pametne, da se ne prelepijo na med, ampak da med odložijo in grejo nabirati. Kaj pa mi naredimo v življenju? Prelepimo se na tisto, kar hočemo imeti. Jasno, da nam mediji kažejo idealne slike, kakšna mora biti ženska, potem kaj vse moramo imeti, kakšen avto moramo imeti, kakšno hišo moramo imeti in mi se na to enostavno prelepimo. Kaj sledi iz tega, da se prelepimo? Samo trpljenje. Ker smo na enem in istem mestu. Se ne moramo premakniti. Bistvo našega življenja je pa samo to, da delamo. In delamo in pridemo potem s časoma do cilja. Poznate ta dva vzročno-posledična povezava. Nek je vzrok, sledi posledica. Torej, če mi nekaj povzročimo, se nam ni treba več s posledico ukvarjati. Ko čebela nabere med, se čebeli ni več potreben ukvarjati z medom. Med je tam. In na isti način imamo mi. Ko se enkrat zastavimo naše cilje, je pomemben samo, kako gremo do tistih ciljev. Kakšne poti izbiramo? Seveda, ljudje smo spet tako imenovana inteligentna bitja in izberemo eno pot, tamle je moj cilj, tale je moja pot in samo po tej poti bom jaz hodila, druga pot me sploh ne zanima, ker druga pot ni prava zame, ker ne čutim, da je prava, samo ta je prava. Ampak tam na sredini je en velik zid. No, seveda, ker sem inteligentna, grem do tistega zidu, pa se začnem v zid zaletavati noter. Kaj naredim s tem? Povzročim samo sebi, samo še večje trpljenje. Kaj geniji? Kaj je bistvo genijev? Geniji so naredili tisoče in tisoče poskusov. Oni so vedeli samo za rezultat. Kam hočejo iti? Potem so pa bili kot voda in so se prilagajali. Če ta pot ne deluje, jo odvržem, pa grem po drugi poti. Če ta pot ne deluje, ok, grem pa po tej poti. Zdaj si zamislite, da greste, potujete čez celo Evropo in potujete po noč. Prvič, že samo to, da ste tukaj iz Ljubljane do Amsterdama, je ogromen kilometrov. Že to, mesto, ali ga vidite mesto? Ne, ne vidite ga. Ne veste kam, samo znake gledate.
Drugič potujete po noč, vidite mogoče 10 metrov pred sabo. Gledate samo znake in na isti način je pomemben za ljudi. Postavimo si cilj in potem se odlepimo od tega cilja. Največja naša človeška napaka je, da smo mi prilepljeni na tisti cilj in pot, po kateri naj bi je pridejo od zunaj pa napadajo človeka. Ne, to napadajo izključno samo, kadar je človek dovolj šibek. Kadar mikrobi začutijo, da je nekaj mrtvega. To je ugotovil sodobnik Pasteurja. Za Pasteurja ste sigurno že slišali. Ja? Pasteur je bil tisti, ki je 17. 18. stoletje eno župco imel in tisto župco, če je pustil odprto, so se noter mikrobi naselili, če je pa zavil sevčico, pa kakor mikrobi niso mogli od zunaj noter priti, je ta župca ostala nespremenjena. Po drugi strani je pa Beckham ugotavljal, da mikrobi noter pridejo samo, če je nekaj mrtvega. In da je to znotraj nas tist, kar je mrtvega. Zato, ker mikrobi so itak vse posod. Poznate tole Candido. Candida je skratka vedno bakterija, ki je prisotna v črevesju. Kdaj se razširi? Samo pod določenimi pogoji. Takrat, kadar smo mi energetsko odlepljeni. Kadar ni dovoljno, da se nekaj zgodi. In to je dokazal Beckham, seveda. Zdaj, ker je dokazal, da se mi lahko sami zdravimo, iz tistega ven, ko jih prav hudega profita ni. Iz tega pa, ko moramo imeti ene ubijalce, se pravi razne kemikalije, da ubijajo tiste bakterije, iz tega ven je pa dosti profita. Se poznate, svetovna farmacevtska industrija bogati in bogati in bogati. Na račun tega, ker ljudje verjamejo, da je zunaj, da je okolje tisto, ki nam škoduje. Ampak zmeraj je vzrok, preden pride posledica. Torej, kaj je znotraj nas samih, da